Dober dan, to je NN Studio. Kdo bi si mislil, da bodo prikupni, a invazivni glodavci iz Ljubljanskega barja povzročili tako vroče, celo politične polemike? Potem, ko so aktivisti na kmetijsko ministrstvo prinesli skoraj 25.000 podpisov za preprečitev odlova nutri, je šla borka za pravice živali in partnerka predsednika vlade Tina Gaber še dlje. V videu, ki ga je objavila na Facebooku in Instagramu, je enega od vodilnih raziskovalcev z tega področja, dr. Huberta Potočnika, javno obtožila, da v študiji, katere so avtorje, jasno izražen motiv za sistemsko korupcijo. Odzivi so zelo burni, v bran Tini Gaber je stopil tudi njen partner, premier Robert Golob. Ali gre za pritisk na stroko, za katero so vladajoči zatrjevali, da jo bodo poslušali? Kako se bo ta saga razpletla? Na video povezavi prav lepo pozdravljam dr. Huberta Potočnika, soavtorja študije o vplivu nutri, priznanega biologa z Ljubljanske biotehniške fakultete. Dober dan. Dober dan. Naj najprej povem, da je bila v oddajo vabljena tudi Tina Gaber, a se na naše večkratno vabilo ni odzvala. Morda za začetek, dr. Potočnik, kako vidite to, da je nekdo pripravljen javno izreči nekatere hude obtožbe, celo omeniti korupcijo, potem pa, ko dobi možnost, da svoje besede natančno pojasni, obmolkne? Ja, težko komentiram takšno reakcijo. Zagotovo pa je v prvi vrsti bilo to dejanje posledica nekega etičnega odnosa gospe do živih bitij, pri čemer pa premalo pozna širšo problematiko z tega področja. Pri nasprotovanju, pri upravljanju z nutrijami, v tem primeru gre dejansko bolj ali manj za problematizacijo upravljanja s populacijo neke invazivne vrste, in upravljanje s takšnimi vrstami obravnava varstvena biologija. In strani organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju dobrobiti živali. Takšne organizacije, roko na srce, so potrebne in koristne na področju dobrobiti živali. To pa so živali v laboratorijih, se pravi za farmacevtsko, medicinsko obravnavo, rejo živali, se pravi rejne živali v kmetijstvu, pa tudi hišne živali, psi, mačke, hrčke, želve in tako naprej. Na področju varstva in upravljanja s prosto živečimi vrstami, ekosistemi, v katerih živijo, in pa predvsem ohranjanja biodiverzitete, pa je prenos tega etičnega stališča, torej svetosti življenja posameznega bitja, nevzdržen oziroma pogosto celo škodljiv za celo vrsto drugih bitij in pa naravno okolje kot tako. Z tega vidika lahko rečem, da podpiram pozitiven, etičen odnos do živih bitij, pa v dejansko takšnih razmerah področje varstvene biologije daje prednost varstvu populacij, živalskih in rastlinskih združb in naravnemu okolju. Vi ste v svojem prvem odzivu rekli, da je gospa Gaber žaljiva na osebni, strokovni in institucionalni ravni. Zaradi izrečenega ste prizadeti. Kaj vas je najbolj prizadelo? V prvi vrsti me je pravzaprav najbolj prizadelo nekako podtikanje ali pa namigovanje na sistemsko korupcijo. Če sem lahko še pri, spraševanju o strokovnosti zamahnil z roko, kajti gospa je pač laik, človeka pravzaprav najbolj prizadene, če te nekdo obtoži ali pa ti nekako poskuša podtakniti neke negativna ozadja tvojega strokovnega delovanja. Pa ne samo mene osebno ali pa mojih soavtorjev na tej študiji, dejansko celotne stroke znanosti kot take, kajti zavedati se je treba, da je gospa javna osebnost. In želeli bi si, da ravno javne osebnosti v največji meri podpirajo stroko oziroma znanstveno podprto upravljanje z naravnim okoljem. Vsi pa vemo, v kakšni krizi se trenutno nahaja naše naravno okolje. Da, kaj vse, če greva zdaj k tej študiji, kaj vse vključuje ta študija oziroma projektna naloga o vplivu nutri, pa ne samo njih, tudi pižmovk, in kaj vse obsega tisti znesek, ki je bil omenjen, tudi problematiziran, slabih 540.000 evrov?
Ja, tu bom zdaj pošten, da pravzaprav ta študija je bila narejena pred 4 leti in jaz žal, ker pred sabo nimam računalnika, še nisem imel možnosti vpogleda in oziroma osvežitve, natančnejše osvežitve vsebine. Zagotovo tisto, kar pa se spomnim v tej študiji, ta študija je prosto dostopna, čisto vsak si jo lahko podrobno prebere, podrobno pregleda, pa je opredeljevala, glede na želje naročnika oziroma zahteve naročnika, celoten pregled poznavanja biologije, ekologije, invazivnosti dveh vrst, in sicer nutrije in pa pižmovke, ki sta obe tujerodni, za nutrijo pa je opredeljena še invazivnost, tako na evropskem kot na globalnem nivoju, predvsem za mokriščna okolja, se pravi okolja, kjer so prisotni okolja ali pa habitatni tipi, ki so pravzaprav v svetovnem merilu najbolj ranljivi. In poleg tega smo v študiji naredili pregled negativnih učinkov, se pravi invazivnosti, učinke, ki jih imajo na posamezne skupine rastlin, posamezne skupine živalske skupine in pa habitatne tipe, in pa seveda pregled načinov upravljanja in pa predvsem borbe za njihovo eradikacijo in pa zmanjšanje na območjih, kjer je nutrija in pa pižmovka, kjer sta ti dve vrsti tujerodni. Kajti prihajate iz drugih okolij, za nutrijo bom izpostavil, je vrsta, ki živi v južnem delu Južne Amerike, torej del Čila, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, najbolj skrajni južni del Brazilije, torej južno od 23. južnega vzporednika. V ostalih območjih pravzaprav je bila zanešena na vse celine po svetu, pa predstavlja invazivno tujerodno vrsto. In z njo se na različne načine v različnih delih sveta različno intenzivno in pa tudi na različne načine ukvarjajo oziroma poskušajo izločiti iz naravnega okolja. Ja, o tem bomo mogoče kakšno še v nadaljevanju rekla. Najprej pa Tina Gaber je za Večer dejala, da uradni monitoring populacije nutrije v Ljubljanskem barju ni bil izveden, zato po njenem mnenju ne moremo govoriti o stroških izlova, ravno tako ne o stroških sterilizacije ali nameščanja električnih ograj, ki se v očeh nevladnih organizacij kažeta kot alternativni rešitvi. Ali torej mi res sploh ne vemo, koliko nutrije na Ljubljanskem barju? Zaenkrat je to res, da absolutne številčnosti nutrij na Ljubljanskem barju ne poznamo. Ugotavljanje številčnosti živalskih populacij, zlasti za sesalce, to velja, je izredno zahtevna in težavna stvar. V sami študiji smo opredelili tudi postopke za izvajanje monitoringa, torej tako razširjenosti kot tudi številčnosti za posamezno obravnavano vrsto, torej za nutrijo in pa pižmovko, in opredelili tudi metode, s katerimi bi se to lahko izvajalo, ter tudi hkrati ocenili stroške izvajanja takega spremljanja razširjenosti pa velikosti populacij. Kajti v študiji smo opredelili celoten sklop tako začetnega izvajanja monitoringa populacij, v času izlavljanja in v času po morebitnem izlovu ali pa izlavljanju, potem opredelili smo stroške, ki so vezani na spremljanje njihovih učinkov, torej na učinke, ki naj bi jih imela obe dve vrsti oziroma posamezna vrsta, tako na posamezne živalske skupine, kot tudi na rastlinske vrste, rastlinske združbe in pa habitatne tipe. Tako da pri opredelitvi smo pravzaprav v vsakem sklopu natančno opisali metodologijo, po kateri naj bi se to izvedlo, stroške v začetnih fazah, ker pa za nekatere stvari so potrebni določeni materialni stroški najprej, določena oprema in tako naprej. Kasneje pa tudi opredelili stroške za preostalih 5 let, recimo spremljanja. In kolikor se spomnim, so bili stroški za samo odlavljanje nutrij opredeljeni tam v višini, mislim, 19 tisoč evrov letno ali 15 tisoč evrov letno. Se pa
kot sem že rekel, bi moral pravzaprav priti do računalnika oziroma študije, da bi si jo še enkrat natančno pogledal. Takrat bi vam pač lahko tudi z popolnoma natančnimi podatki postregel. Vendar vsi ti stroški, ki so bili opredeljeni oziroma prikazani v videu skupno, vključujejo celotne vse stroške od začetnih študij, začetnega ugotavljanja številčnosti, tako nutrije kot pižmovke, kot tudi spremljanja učinkov zmanjševanja ali pa upravljanja s populacijo oziroma izlavljanja nutrij na posamezne živalske, rastlinske in habitatne tipe Ljubljanskega barja. Tudi društvo Anima, ki je zbiralo podpise proti odlovu nutrije, danes v odzivu na izjavo Lovske zveze Slovenije zapisalo, citiram, za odločitev o poboju živali, kot so nutrije, so ključni zanesljivi podatki in empirično utemeljeni dokazi o škodi, ki naj bi jo povzročale. Brez takšnih dokazov, ki jih seveda ni, pravijo, je odločitev o poboju nepravična in neetična. Enako velja za številčnost nutrij v Sloveniji. Ker teh podatkov o številčnosti ni, bi morala biti prednostna naloga izvedba sistema monitoringa, preden se sprejmejo tako drastični ukrepi. Kako odgovarjate na to? Seveda program upravljanja z nutrijo predvideva hkrati ocenjevanje številčnosti in razširjenosti nutrije, ki omogoča najbolj učinkovit to poseganje oziroma izlavljanje nutrij. Vnaprejšnjo dokaz, da pa je nutrija invazivna, da je recimo povzročila izumrtje določene vrste, je bilo pa pravzaprav nekoliko strokovnega vidika nesmiselno, da bi morala najprej nutrija kakšno vrsto iztrebiti ali pa kakšen habitatni tip izločiti iz Ljubljanskega barja, preden bi se lahko odločili za tako drastične ukrepe, za kakršne se pač po svetu tudi odločajo. Katere pa so zdaj torej konkretne posledice namnožitve nutrij? Vemo, da živijo v oziroma ob vodi, vemo tudi, da so mokrišča ena od najbolj ogroženih in občutljivih habitatov po vsem svetu, zelo hitro izginjajo oziroma se krčijo. Kako na vse to vplivajo nutrije? Zdaj, vplivi so v različnih okoljih nutrij bili zelo različni. To je odvisno tudi od trenutne številčnosti, kajti populacijska dinamika pri nutrijah je izredno velika, kar pomeni, da lahko tekom nekaj mesecev se številčnost nutrij podvoji, potroji ali celo poveča še za večji faktor. V tem pogledu je lahko tudi od letne sezone v posameznem delu leta je odvisno, kakšen vpliv bo imela. Praviloma ali pa v največji meri so nutrije rastlinojede, se pa seveda hranijo tudi z hrano živalskega izvora. Torej, to so največkrat ribe, tudi raki, mehkužci, kar pomeni pri nas vsi raki zavarovane vrste, potem imamo školjke, tako škrški kot recimo brezobke, ki so prisotne na Ljubljanskem barju. In hranjenje, oziroma z njimi se bi lahko hranili, tudi zlasti bi bilo kritično v obdobjih, ko je njihova številčnost izredno visoka. Potem se hranijo predvsem z tako imenovanimi makrofiti, torej vodnimi rastlinami, tako plavajočimi kot temi pritrjenimi, med katerimi so nekatere zelo ranljive in pa ogrožene. In pri veliki številčnosti hranjenje s takšnimi vrstami pravzaprav pomeni lokalno izumiranje ali pa lokalno odstranjevanje takšnih vrst. V tem bolj širšem kontekstu pa pri velikih številčnostih, ker so prehranski generalisti v tem pogledu, predvsem hranijo se z vsemi tipi tako vodnih, kot tudi terestičnih rastlin, z nadzemnimi deli, z lubjem, z podzemnimi deli, povzročajo določenih območjih takšnih mokrišč tako intenzivno hranjenje z vegetacijo, da pravzaprav povzročijo tako plešave površine ali odprte površine, ki so potem izpostavljene intenzivnemu izpiranju oziroma drugim abiotskim dejavnikom, ki pravzaprav potem vplivajo na to, da pravzaprav poraščanje ali pa ponovno zaraščanje z prvotno, primarno vodno vegetacijo ni več možno. Premier Robert Golob je za POP TV glede tega dejal, da so civilna družba in aktivisti dolžni opozarjati, če ugotovijo, da je v družbi
nekaj narobe. Možnost neformalnega vpliva je posredno zavrnil, čež da ravno javno izražanje mnenj to onemogoča, je pa v isti sapi dejal tudi, da se strinja, da je treba v primeru Nutrij najti boljšo rešitev. Ali to vidite kot pritisk z vrha izvršilne veje oblasti in ali sploh vidite kakšno boljšo rešitev? Poglejte, z vidika stroke, ali pa avtorji, ki smo bili vključeni v to, pa tudi kolegov, ali pa z vidika doktrine, ki jo zagovarja, jaz bistvenih, kakršnikoli pomembnejših razlik pri študiji, če bi še enkrat napisali, pravzaprav ne vidim. Kar pomeni, da tudi drugačnih nekako možnosti ne vidim. Če pa z tega vidika pravzaprav se stroka, ne obstajata 2 ali pa 3 ali pa 4 različne stroke, ki bi vsaka na drugačen način stvar izpostavila. Torej obstaja samo en. In ali bi se dalo na kakšen način stvar še izboljšati, predvsem morda pri komunikaciji z javnostjo, pri izpostavljanjem problema, zakaj je to pomembno, kaj so torej ozaveščanje, je morda stvar ravno zaradi tega, ker je prišlo do tega, morda res še kakšna možnost, da bi ta del kampanje ali pa ta del upravljanja pravzaprav še izboljšali. Kajti pri takšnih vrstah, kot so sesavci, še posebej, če so kosmati, ljubki, je zagotovo mnenje javnosti lahko zelo pomemben dejavnik pri uspešnosti zatiranja ali pa eradikacije kot take. In bolj, ko se javnost zaveda, večja podpora, kot je v javnosti pri upravljanju z invazivnimi vrstami, bolj učinkovito bo tudi upravljanje oziroma poseg v takšen ekosistem, ker v končni fazi gre za neke vrste zdravljenje nekega naravnega okolja, ki ga poskušamo na tak način ohranjati. Dali ste mi odlično iztočnico za zadnje vprašanje. Kakšno je po vaše v Sloveniji zavedanje o problematiki širjenja tujerodnih invazivnih vrst? So posledice za zdaj morda še premalo vidne, da bi se tega bolj zavedali? Ja, morda res. Čeprav, če pogledamo okrog sebe, zlasti, če poznamo rastlinske vrste, če poznamo ambrozijo, če poznamo japonski dresnik, in kaj vse pravzaprav povzroča, govorimo o rastlinskih vrstah, bi morda pričakoval, da bi tudi v javnosti imeli več te ozaveščenosti. Dejansko pa to kaže tudi na to, da bomo v prihodnje, kajti problem vse večjega pojavljanja invazivnih vrst je globalen in v prihodnje zagotovo bo še večji. In da zagotovo vpliva na biodiverziteto lokalnega okolja. In ja, nasloviti pogosteje ali pa bolj očitno in pa z večjim trudom ozaveščanja bo morda v prihodnosti vplivalo na to, da mogoče morda takšna oddaja ne bo več potrebna. Ja, zagotovo bomo pri tem osveščanju intenzivno pomagali, seveda tudi mi, kot to počnemo že vse doslej. Za danes pa, spoštovani dr. Hubert Potočnik, najlepša hvala za vaš čas, za vaše odgovore in seveda uspešno delo želim še naprej. Hvala tudi vam. Obenem seveda obžalujemo, da se večkratnim vabilom v to oddajo ni odzvala Tina Gaber, morda pride kdaj drugič, seveda jo bomo še kdaj povabili. Za danes pa, spoštovane gledalke in gledalci, hvala, da ste nas spremljali. Kako se bo ta saga z Nutrijami razvijala naprej, vas bomo seveda sproti obveščali na n1info.si, iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.